Ja, glede trajanja stavke, kako je to na žalost. Mi še vedno upamo do četrtka do polnoči, da stavke ne bo, ker predvidevamo, ko se bo stavka začela, bo predvidoma dolgotrajna in bo trajala, se pogovarjamo ne o dnevih, ampak o mesecih, tudi ne o tednih. Tega se lahko zavedate. To pa bo pomenilo, ker zdravniki pač se ne morejo klonirati, ne bo šlo več tako, kot smo sedaj nekateri bili pripravljeni delati po 80 ur na teden, se pravi, bomo omejili to delo na zakonsko pač obveznih 48 ur na teden. Zavedati se morate, da to naša stavka ni plačana, da bomo tukaj opravili praktično vse delo, pa morda še več, če bodo naši bolniki morda kakšne preglede izsiljevali oziroma menili, da so upravičeni do pregleda, pa se bo kasneje izkazalo, da to temu ni tako, pa bodo vseeno korektno obravnavani. Torej, pričakujemo, da bo verjetno delo opravljeno po obsegu še večje z manj prisotnimi ljudmi. Ker zdravniki ne bodo delali drugod, samo v svojem zavodu in predvidoma postopno omejeno na zakonski minimum, ker se mi zdi, da tudi ni humano, da zdravnik več kot je zakonska obveza za neplačano korektno strokovno delo, da je prisoten daljši čas na delovnem mestu. Ker pač zdravniki namreč iščejo že zdaj druge možnosti, odhajajo iz zdravniškega poklica, lahko delajo marsikaj drugega, in se bodo verjetno tudi tako znašli, da bodo preživeli. Odhajajo tudi v tujino, tam so ponudbe recimo za specializante še več, to smo pridobili konkretne podatke, se giblje plača ponujena za specializantsko delovno mesto, konkretno na Irskem, rang 3000 evrov mesečno, za redno delo brez dežurstev, 40-urni delovnik. In ena oseba z našega okolja je že odšla. Čez vikend je glavni odbor Fidesa oblikoval nov predlog, ki ga bodo danes predstavili v Ljubljani mestu Viranki. Lahko morda poveste, za koliko odstotkov ste pripravljeni na vstop? Ker je gospod Poštulnik včeraj rekel, da je to kar precejšen odstotek. Ja, zdaj, glede na vladne odstotke, bi rekli, da je to primerljiv odstotek, kot ga je ponudila vlada. Če vam pa povem konkretno, kako so pogajanja čez daljši čas tekla, recimo zadnjih nekaj mesecev, je pa tako, recimo, če vzamemo 100%, mi smo popustili v celem toku pogajanj za 30% od prvotnih zahtev, vlada pa je najprej popustila samo za 10% in sedaj približuje svoje predloge postopno proti 30%. Mi smo že takoj, do januarja 2008 ogromno popustili in so takrat tudi glavni odbor in predstavniki na pogajanjih niso dobili več pooblastila, ker se vladna pogajalska skupina za svojim predlogi pravzaprav z nas norčuje.